Še enkrat en lep pozdrav vsem. In moram reči, da sem ne samo očitno dobre volje, ampak zelo ponosen, da sem danes tukaj z vami. Zelo ponosen zato, ker vem, da je za večino od vas to bila prva pot v državno politiko. In to, da smo 2 leti gledali in bili priča, kako so nam pred našimi očmi enega po enega razgrajevali vse družbene podsisteme. Niti en podsistem ni ostal nedotaknjen. Izkoristili so epidemijo, COVID, naše stiske, naš strah pred boleznijo, zato da so demontirali pravno državo, da so demontirali demokracijo. Ko smo mi vsi, najprej to dnevno opazovali, je naraščalo tudi spoznanje, da brez lastnega angažmaja, tudi žrtvovanja marsikoga od vas, se spremembe ne bodo zgodile in spremembe so bile nujne. Pa niso bile nujne zaradi nas, bile so nujne zaradi bodočih generacij. In to je tisti glavni motiv, ki nas je v resnici pripeljal do točke, ko nismo imeli izbire. Jaz sem še eno drugo. Mene so pred enim letom sami poslali na to pot. Jaz se bom zahvalil predsedniku takratnemu vlade, gospodu Janezu Janši, da mi je 15. novembra, to je skoraj 1 leto, ni še 3 dni, rekel, da zdaj je moje novo poslanstvo tukaj z vami. Tako da hvala, Janez. In potem smo šli na pot, jaz sem jo takrat imenoval dogodivščina in sem tudi pozval vse tiste, ki verjamejo v iste vrednote svobode, spoštovanja, dostojanstva, naj se pridružijo. In ste se pridružili. In danes lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot. Ne samo, da smo pred 10 meseci ustanovili stranko, ne samo, da smo pred 8 meseci zmagali na volitvah, postavili vlado, ne. Ponosni smo lahko na to, kako smo v tem času vrnili ljudem mir. Vrnili smo jim dostojanstvo. Vrnili smo jim to, da je kar naenkrat v javnem diskurzu, še posebej strani politike, niso več deležni ne žalitev, ne preganjanja, niti ne, da bi kdorkoli podcenjeval. In ta osnovna, jaz to imenujem res človeško dostojanstvo, ki je v družbi zdaj prisotno, ta osnovni, niti ni bil cilj, to je bil predpogoj, da bomo lahko začeli delati. Ta osnovna sprememba se je že zgodila. In ta osnovna sprememba je tista, za katero vemo, da bo ta zgodba tudi trajna. Ker to je edini temelj, na katerem lahko gradiš trajno. Kako smo se tega lotili? Kako nam je to uspelo? Uspelo nam je z 2, spoštovanjem in ponosom. Samo ti 2 besedi, ali pa vrednoti, če hočete, sta ključni. Najprej smo spoštovali ustavni red, pravno državo, vrednote. Združevali smo se tisti, ki smo verjeli v iste vrednote. Po volitvah smo s spoštovanjem nagovorili naše soborce za svobodo, tudi če so padli, ampak niso bili mrtvi, so bili samo ranjeni. Tako da dajmo še en velik aplavz, prosim, za naše soborce in soborke. Povabili smo jih v svoje vrste, povabili smo vas v svoje vrste in večina vas je temu spoštljivemu povabilu tudi sledila. Zato sem vam hvaležen, zato ker vem, kaj pomeni to, da smo lahko vaše znanje, vaše izkušnje iz državne politike vključili v svobodo na način, da lahko danes hitreje in boljše delamo za Slovenijo.
Ta element je bil izjemno pomemben, ne samo zaradi politične dimenzije, ampak predvsem zaradi vsega znanja in izkušenj. Samo zato smo lahko tako hitri danes pri delovanju na vseh področjih delovanja. Spoštovanje je pa tudi nekaj, kar smo prinesli do vsakega sočloveka, do vsakega državljana in državljanke Slovenije in do vsakega, ki prebiva v Sloveniji. Če kaj, potem je ravno to, da na nobeni točki ne žalimo ljudi, na nobeni točki ne dvomimo v ljudi, na nobeni točki ne zanikamo njihovih stisk. Tisto, s čimer želimo izkazati spoštovanje vsem ljudem, tudi tistim, ki nimajo enakega mnenja od nas. Pa se je že nas toliko, celo v poslanski skupini in vladi, da mi tudi nimamo enakega mnenja ves čas o vsem. Sej ne moremo imeti, ker se zavedamo, da je osnovo spoštovanja ravno to, spoštovanje različnosti. In to lahko prenesemo na vse ljudi. Ne bomo pa trpeli sovražnega govora pod krinko različnosti. Še posebej ne sovražnega govora strani politikov, pa tudi, če prihaja iz leve strani. Ker je sovražni govor tista toksična, tista strupena vrednota, ki ni vrednota, sestavina, ki v resnici razkraja družbo. In zato smo ji napovedali vojno z vsemi sredstvi, sovražnemu govoru, nerazličnosti. In veste, kaj je najlepše pri spoštovanju? Takrat, ko spoštuješ samega sebe, spoštuješ druge, prideš do točke ponosa. Takrat, če lahko postaneš ponosen. In prav je, da je vsak najprej ponosen na samega sebe, ker iz tega izhaja to, da bo lahko drugim pomagal, da bodo ponosni na se, ponosni na skupnost, ponosni na svojo državo. In jaz mislim, da ravno to ni lažno domoljubje. Ravno to, ponos na svojo državo, je tisto, kar nam je uspelo v 6 mesecih spet pripeljati v družbo. Danes nikomur več ni nerodno povedati, da je iz Slovenije. Danes kamorkoli prideš. V bistvu nas spet vsi poznajo, da ne rinemo proti vzhodu, ne samo v temne čase ali mračni les, da ne rinemo za železno zaveso, ampak smo zazrti na zahod. Zavrti smo v tisti del Evrope najbolj napredne celine, tisti del Evropske unije, ki dejansko je svetilnik celotni civilizaciji. In Slovenija je ponosen del te civilizacije in ponosno soustvarjamo prihodnost Evropske unije. In ravno ta element je tisti, ki nam jasno dokazuje, da takrat, človek verjame vase, ko verjame v svojo skupino, svojo skupnost, ni važno, če je skupnost majhna. Velja samo tisto, kar znaš. In takrat si lahko zastaviš najbolj ambiciozne cilje. In glej zlomka, jih sprejemajo. Ne rabiš biti ne samozavesten, ne rabiš se zatekati k vzhodnim prijateljem, ker te so edini, ki ti dajo občutek moči. Ne, ker prava moč izhaja iz vrednot in iz znanja. In te vrednote so tisto, za katere želimo jih tudi predati naprej našim otrokom. In na ta način bo Slovenija ne samo del evropske zgodbe, ampak tista, okoli katere se bo marsikdaj evropska zgodba tudi gradila in vrtela. In to je eno od elementov, na katere smo lahko še posebej ponosni. In zato se zahvaljujem celi ekipi, ki deluje tudi na mednarodnem področju, ker nam pri tem zelo aktivno pomaga. Ker se ne bojijo, še najmanj napak, ampak ker imajo cilje, ki so ambiciozni in cilje, ki so usmerjeni v prihodnost. Vsem tem, med popolnoma drugačnim delovanjem, nam je uspelo v teh 6 mesecih narediti stvari, ki smo jih napovedovali, ampak nismo prav bili prepričani, če nam bojo uspele. Nam je v 6 mesecih uspelo zgraditi zgodbo, ki jo v Evropi gledajo z zavidanjem. Zgodbo o uspehu v borbi proti draginji, pa ne samo energetski, na splošno. V prevzemu vlade je bila inflacija 10,8
v Sloveniji. V evrskem območju pa 8%. Danes je pri nas 9,9, zbili smo jo. Vse jo bomo še. V evrskem območju je narasla skoraj na 11%. V istem obdobju, ko so najbolj razvite države bile soočene z naraščanjem inflacije, je nam uspelo inflacijo omejiti. To ne pomeni, da ljudje niso prizadeti, da marsikdo še vedno ni v stiski, seveda je, vse to drži. Zato smo izpeljali ukrepe, ki so usmerjeni v to, da smo najranljivejši dali osebne dodatke, energetske dodatke, dvignili smo otroški dodatek, zato da ne bi izpadli tisti, ki imajo družine. Predčasno smo dvignili pokojnine, začeli smo dialog in vem, da bomo uspešni za dvig minimalnih plač in s tem smo v veliki meri povečali 70% prebivalstvu njihove prejemke. Način, kako se borimo proti draginji, ni samo v tem, da omejujemo cene, čeprav je ta pomemben, ampak tudi v tem, da povečujemo prejemke. In to je eden glavnih dosežkov te vlade, zato ker je na ta način smo uspeli stabilizirati in tudi umiriti ljudi in predvsem izgnati negotovost. In ravno ta optimizem, ki ga izpričujemo vsak dan in je za bom danes tudi, je tisto, kar je pomembno, je sporočilo, za katero vas pozivam, da ga prenašate naprej. Optimizem, da je Slovenija na pravi poti in optimizem, da se nam dejansko obetajo boljši časi. Pa tudi, ko smo prevzeli vlado, so bile razmere v Evropi najhujše po drugi svetovni vojni. Nad zato. Z optimizmom lahko premagamo vse. In to nam tudi dejansko uspeva. In ravno to sporočilo, bodimo spoštljivi, ponosni in hkrati pozitivni in optimistični, je recept, kako bomo lahko kakršenkoli problem, ki prihaja, tudi strli. To ne pomeni, da živimo samo v sedanjosti. V prihodnjih mesecih, in bom zdaj to napovedal, se pripravljata dve področji zelo pomembnih sprememb. Na eni strani vse reforme, vse tisto, s čimer se je odlašalo 30 let, pa ne bom našteval, kaj vse od zdravstvene, ki je že napovedal Daniel, do pokojninske, do šolske, do tudi energetske, če hočete. Vse reforme bodo na vrsti v letu 2023. Celotno družbo želimo spremeniti. Začeli jih bomo v letu 2023. Vse smo povedali, da bomo rabili 2 mandata. Ampak po 2 mandatih bo družba popolnoma drugačna od tega, kar smo sprejeli, ko smo prišli na vlado. In leto 2023 je, kar se tega tiče, ključno. Istočasno smo v zelo intenzivnih pogovorih z gospodarstvom. Kako podpreti propulzivni del gospodarstva, tisti del gospodarstva, ki deluje digitalno in zeleno, tisti del gospodarstva, ki ustvarja nova zelena delovna mesta, in kako se od pomoči kroničnim izgubarjem, kjer so plače minimalne, preusmeriti v razvojno pomoč tistim, ki dejansko z svojimi rezultati dokazujejo, da znajo ustvarjati visoko dodano vrednost. V prihodnjih mesecih boste slišali iz marsikatere industrijske branže o njihovih pospešenih investicijskih načrtih. In to ne takih, kot smo jim priča v Hočah, ampak v pravih investicijskih načrtih v nova zelena delovna mesta. Zato, ker ta čas, ko se borimo z draginjo, ta čas, ko smo pripravljali izhodno strategijo iz covida, ki je kar enkrat izginil, tako kot vsak strah, s katerim so nas fopali 2 leti, ker je votu pa nič ga ni. Enak pristop imamo lahko do vsega. In ves ta čas smo uporabljali, zato smo se pripravili na leto 2023, ko bomo z izredno intenzivno investicijsko politiko, investicijskim ciklom dejansko dali Sloveniji zagon za preboj. Ampak da ne bom govoril samo o prihodnosti, 2023, zdaj imamo še 3 tedne pred sabo, še 3 nedelje, danes je sobota. 3 nedelje, ko moramo vsak od nas oddelati svoje. Prva je jutri, vsi moramo odvoliti. Vseeno je,
nam bo rekel, koga boste volili, valjda ni vseeno. Vseeno je, koga ste volili v prvem krogu. In mi ni treba govoriti, kaj si mislim o drugem krogu, ker ne smem govoriti, ampak gledajte me v oči in vse veste. In prvič gremo na volitve jutri in naslednjo nedeljo gremo voliti ne samo Vojkota Flisa za Maribor, ampak vseh 53 župank in županov, gremo na lokalne volitve. In čez 14 dni v nedeljo gremo 3-krat za. In veste, zakaj je ta 3-krat za tako simbolično pomemben? Ker s tem zaključujemo to letošnje super volilno leto, ko SDS-u in Janezu Janši jasno povemo. Dosti te imamo, pejdi v penzijo, ker tja je, kamor spadaš. In preden me kdo obtoži sovražnega govora, to je bilo samo izraz različnosti. Srečno, Svoboda!